Živijo in dobrodošli na kanalu Naravo. Jaz sem Peter, danes se potepam po domačih koncih. Par dni nazaj mi je eden od gledalcev na YouTubeu napisal, zakaj nobene ture ne naredim okoli Borovnice, oziroma tle okoli mojih vasi. In sem si rekel, ja, tukaj sem ture že vse praktično poznam, ampak nisem pa skoraj še nič posnel. Tako da sem rekel, zakaj pa ne, se mogoče pa koga zanimalo, Ljubljana je blizu. Tura je res fantastično lepa, ful lepi razgledi, pestra, malo gor dol, malo je markirane poti, malo je nemarkirane, kaj tudi brez potja, tako da ena super tura. Snemam tudi GPX, tako da bo ta tudi na voljo. Tudi to, gremo pa drugače, tako kot sem rekel, okoli Borovnice. Ne vem, če sem rekel. Gremo okoli Borovnice, najprej štartal sem na Lazah, tam kjer sem doma, zdaj se spuščamo v Borovnico, gremo čez Borovnico na železniško postajo, pa potem na planino nad Borovnico, pa potem proti Krimščku, okoli Minkrimske jame, proti Koženskemu logu, na vrh Soteske Peku, pa proti Pokojišču in se tukaj spet na Laze dol spustim. Taka kar oren konkretna tura, mislim, da je slabih 30 km vse skupaj. Ajde, pičemo. Tale lepotec je pa po domač Dolinski most, uradno je pa Jelenov viadukt. To je trenutno največji viadukt tle okoli, zgrajen še v času Avstro-Ogrske. Bomo šli pa tudi mimo stebra Borovniškega viadukta, ki je bil pa takrat največji viadukt, mislim, da v Evropi sploh. Ker sem pa Borovničan, vam bom seveda tudi kakšno nekaj od zgodovine Borovnice povedal. Nekaj stvari vem, tako da sem potrudil, da podelim z vami. Zdajle sem se spomnil, da vas bom kar čez razgledno točko pelil. Sprav tam, kjer se je Borovniški viadukt končal, je po novem, oziroma zdaj 2-3 leta razgledna točka v Borovnici in gremo tam čez. Tako da zdajle se bomo uspeli na staro postajo. Evo ga, tole je bila včasih pred prvo svetovno vojno železniška postaja v Borovnici. Danes se pa reče to stara štreka, oziroma stara postaja. In tudi takle luštne table imamo po Borovnici, kjer je ful stvari razloženih. Med drugim piše tudi na tej tabli, da je tlele prestolonaslednik, oziroma ne, cesar je prišel tudi sem. No, tukaj se je začenjal pa, oziroma se je začel največji viadukt v Evropi. In še zdaj je eden od, ne vem, če ni največji, ampak eden večjih zidanih viaduktov. No, tole je pa ostank viadukta. Eden od stebrov, mislim, da je 4., 3., ne vem, kjer je. V glavnem, tu gor je planina, sem se bomo uspeli, se pravi na postajo, na planino, pa kele gor, tole je Krimšček, tam bom šel pa skozi tam okoli in tukaj gor bomo še eno čudovito razgledišče, kjer je vzletišče za padalce, pa se bom pa tukaj nazaj dol spuščal. Je pa tukaj tudi ful lep pogled proti Kamniškim Alpam pa Karavankam. Triglav se tudi tamle dol vidi. To je to. To je pa prelepa Borovnica.
V celem tematskem parku si lahko res veliko stvari preberete o viaduktu, o gradnji, tudi kako je to vplivalo na Borovnico. Lahko si predstavljate, da tukaj je bilo včasih vse skupaj 10 bajt, malo pretiram, no. Pol pa vsa ta mašinerija prišla, ko se je gradil ta viadukt, ogromno delavcev vsega in to je kar vplivalo na življenje tle. Drugače pa viadukt oziroma steber zdaj zadnja leta vzdržujemo jamarji, tako da sem tudi že plezal po njem in kar luštna zadeva gor biti. Svetujem vam, da če so te lotili tele ture, da štartate tukaj na železniški postaji v Borovnici, kjer boste tudi najlažje parkirišče dobili. Druga alternativa je pa na Petrolu v Borovnici oziroma pri lovskem domu, ki je čisto zraven. Ampak tam je bolj tako s parkirišča, ne. Tukaj zelo poredko po dnevu hodim, grem kdaj po noč na sprehod, tako da tole mi je čisto vse novo, tole pozidan. Tlele okoli železniške postaje so res zadnjih 2-3 letih so čisto prenovili. Naprej od železniške postaje gremo in v tale podhod, potem pa na drugi strani podhoda desno zavijemo in zagrizemo v klanec. Pot na planino sicer ni markirana, ampak je označena kot češnjeva pot ali višnjeva pot, nekaj takega je. Ampak vprašanje, ko bo tu čez par let, ker nihče uradno tu ne ureja, je pa zelo dobro ohvajena. Tole je čuvajnica 6/6. Zanimivo, da se je ob tej južni železnici, se pravi Dunaja do Trsta, so bile takle čuvajnice. In zanimivo, da se je prav tale ohranila, kaj 666, se pravi, to je hudičevo število, če vam je kaj poznano. Pri čuvajnici sem pa zdaj na drugi strani viadukta, tukaj se je pa viadukt začel oziroma končal, kakor kruljaš, no. Tako da, to ja, zakaj se ta viadukt sploh delali, Zato, ker tukaj železnica obrača, in gre pol proti Vrhniki oziroma proti Verdu in Logatcu in mora kaj do Logatca in naprej proti Postojni kar veliko višinsko razliko premagati in se pravi, že v Podpeči, ko se konča Barje, se je stara železniška proga preselila že na pobočja teh hribčkov in se počasi začela vzpenjati do Borovnice, do višine viadukta in potem naprej, Tako da problem je bil ta višina in tudi včasih tukaj skozi Borovnico so kar te parne lokomotive so pihale, da so gor prišle. Tako da veste. Pa mogoče še to, viadukt je bil zgrajen na hrastovih pilotih. Tukaj je tudi še Barje, vsaj bilo včasih, so not zabili hrastove pilote, ki v bistvu v vlažnih tleh ne razpadejo in so gor postavili viadukt. Potem je pa Marija Terezija začela izsuševati Ljubljansko Barje, se naredil Grubarjev kanal in v bistvu se je tam učvernata tla v Borovnici so se začela izsuševati. Zato so začeli tudi te piloti trohneti in že pred začetkom druge svetovne vojne je bil viadukt zelo nestabilen. Vlaki, ki so čez vozili, so šli 10 na uro čisto počasi čez. Tako da, tudi če ga ne bi med drugo svetovno vojno podrli, verjetno bi se viadukt sam podrl, ne vem. Ampak je pa na fotkah res kakšna veličastna zgradba, kaj so tu naredili. Pa že to, celo progo Dunaj-Trst so naredili v parih letih, Zdaj pa tamle mi drug tir mačkamo z vsemi najsodobnejšimi stvarmi. Se mačka že, res je to smešno. Še tole ob viaduktu pa
pa dosti za ta video. Viadukt so drugače, prvi so ga podarili vojaki kraljevine SHS, ki so se umikati začeli pred Italijani, ki so prišli na začetku vojne, in so prve 3, mislim, da stebre ali 4 so podarili, ampak to ni Italijanov zaustavili, so dosti hitro zgradili čez jekleno konstrukcijo in so furali stvari. Zakaj? Železnica je bila zelo pomembna transportna, ne? Včasih ni bilo toliko cest in tega in večino transporta se je po železnici delala. Da pa če ti hočeš se vojno iti, pa moraš poti oskrbovati, ne? In je bila železnica zelo pomembna. Sploh tukaj okoli, ko so vedeli, da tale viadukt je zelo Achillova peta cele trase, ne? V glavnem, pol so po bistvu ob koncu vojne, mislim, da 44. 45. ne vem čisto točno, so pol zavezniki bombardirali in so tudi zadeli viadukt, ne vem, parkrat. Ampak so Nemci, se pravi po Italiji, kapitulirala, pa so Nemci že tako vedeli in so začeli tudi traso okoli delati, da niso šli čez viadukt. Tako da je bil viadukt po koncu vojne zelo močno poškodovan in pa so v bistvu rekli, da bomo pa vse zradirali in so vse zaminirali. In tudi ta steber, ki še stoji, je bil zaminiran in po pripovedovanju domačinov je za njihov par metrov, ki so jih zminirali, ampak ni hotel pasti. In pa so rekli, ok, dajmo pa tega pohraniti. No. To je nekako to okoli viadukta, pa mogoče še to. Ogromno starih bajt v Borovnic je narejen s ceglov iz viadukta. Itak je bilo po vojni revšna ceglov, kakor češ. In tudi kaj okoli povrhniki, pa vse te okoliške kraje so veliko hiš iz viadukta naredili. Vmes je potka celo malo poravna, drugače pa kar skozi lepo napeta. Tole so markacije za gor. Sprav mislim, da je češnjeva pot, ampak že kakšna manjka, ker je to že kar par let staro. So pa to delali otroci iz vrtca. Evo ga, dobrodošli na planini nad Borovnico. To je en tak planota stvar, da niti ne veš, kje točno je najvišji. Ampak tukaj, kot vidite, je tudi skrinca. Zdaj pa jaz sem se malo prešvical, itak se ne bom ustavljal, ampak bom kar naprej šel. In tukaj nam še malo šel po grebenu naprej. Pa sem pa nekaj kar dol spustil levo po brezpotju v bistvu. Tako, ker sem rekel, kar nekje se bom takole pošel dol v smeru. Nasprot vidim še en hrib in v bistvu grem tle na sedlo vmes, pele cesta in to je tale moj cilj. Tukaj je tudi kar precej prepletljen z raznimi vlakami, tako da v glavnem sam dol morate iti. Sem pa pozabil povedati, da planina nima nič razgleda. Tudi meni, ne vem kako všeč vrh. Tole cesto sem pa iskal in da se usmerim desno in pičim naprej. Cesti bom zdaj sledil tako na ulic, bom rekel, 2 km do kraja, ki se mu reče Županca, meni se zdi, da je. Kjer se vsako leto, tam okoli 1. maja, ne vem točno kjer datum, se odvija ena proslava, malo piknika pa tako. Bomo se pa zdaj sprehodili še mimo Brezna Cicifuj, ki smo ga par let zaporedoma z jamarji čistili, ker so naravovarstveniki iz Borovnice, domačini, nametali boga in pol stvari noter skozi leta
in smo ga čistili, no, tako. Evo, brezno je čist ob cesti, tukaj not je luknja in dol, takrat, ko so začeli čistiti, mene še ni bilo v jamarskem društvu in bil baje na streho je bil avto, mislim, da fičo prevrnen, tako da je bil v bistvu brezen čist zaprt. Pa mislim, da 2 ali 3 akcije sem bil pa je zraven. Je pa to, joj, kva to se vam potegneš, To smo, vezano so bila noter in so pač noter smo sode metali, pa smo pa sode dvigali, pa se to spraznili, pa prebrali, pa tako. In noter so bili ostanki od ko so klali prašiče, pa ne vem kva, tisti loj, pa to je toliko smrdel, to je, meni se okoli obračali, to ni za povedati, no. Ampak, pač, tako je, no. Treba za prašiči spucati. Na poti do Županice imamo dve križišči. Prvo desno se odcepi pot proti Borovniški kotlini, se pravi, pridemo v vasico Zabučevo. Mi tukaj nadaljujemo naravnost in če bi šli po tej cesti skozi naravnost, skozi po glavni, bi prišli na glavno cesto za Rakitno. Se pravi, ta cesta nas pripelje pri lovskem domu, priješ na glavno cesto za Rakitno, se pravi, to je iz Podpeči gor. Tole je pa drugo križišče, ker gre glavna cesta naprej, mi pa, kot rečeno, desno gor proti Županici. Tole je Županica. Jaz se pa tega zelo veselim, sončka. Zdaj bomo pa tudi, kmalu bomo lahko bi po tej cesti skočili naprej, v bistvu čist do konca te ceste. Jaz bom pomes malo bližnjice vsekal. Sem zavil kar na en vlak desno, pa nekam me bo pripeljala. Ker ta cesta levo tako veliko vink naredi, jem pa tlele kar direkt gor šel, če bo šlo med trni. Še malo pogleda nazaj. Tole je pa planina. Spet sem na cesti in tako, kot sem že prej rekel, zdaj sledim čist do konca. Prečkamo pa tlele tudi markirano pot, desno dol gre markirana pot v Zabučevo, gor pa proti Rakitni, tudi tle bi šel lahko gor, ampak grem jaz spet malo po bližnjici, tako da je malo hitreje. So pa tole markirano pot od Zabučeva gor do spomenika na Rakitni, ne vem, ko se že reče, do tam sva jo in 14 dni, 3 tedne mogoče nazaj z Damenom urejala, tako da je zelo lepa. Se pa lahko sigurno pohvalimo tle v Borovnici, da imamo zagotovo en najlepših urejenih poti v Sloveniji, planinskih, pohodniških. Tukaj se naša gozdna cesta konča in naprej gor gre pa vlaka, ki nas bo pripeljala pa spet do markirane poti. Je pa tole še zadnji tak resen vzpon na turi, sicer bom seveda imel še nekaj vzponov, ampak ne toliko strmih, pa ne toliko dolgih. Dober klanc je tlele. No, to sem pa zdaj spet
na markirani poti. Z une strani bi prišel po uni markirani, ki sem rekel, da so z Damjanom urejala, pa tudi potem se prije na Rakitno. Zdaj pa tukaj naprej bom pa tudi povedal, kam se gre po markirani. Še prej pa eno krasno razgledišče. Tukaj se markirana pot še malo vzpne, tam na gori pa že vlaka. Mi se pa tlele spustimo 30 metrov. Pa za moje pojme pridemo do najlepšega razgledišča v okolici Ljubljane. No, to je pa za mene najlepši pogled okoli Ljubljane. Tamle se Kamniške Alpe vidijo, spodaj Brezovca, tudi pred Kamniškimi Alpami v živo se vidi Šmarna gora, pa potem greben Karavank s Stolom. Naprej imamo Julice s Triglavom, tudi Vrhnko se vidi spodaj. To je Borovniška kotlina, tole planina, sem bil prej. Pol bomo pa tukaj čez se potepali, tukaj sem šel pa potem dol v Borovnico. Tukaj dol je Soteska pekel, vzadi Nanos. To je pa to. Tukaj so pa tudi naši Krčani poskrbeli za krasno klopco z razgledom, pa par let nazaj, 3 leta nazaj so tudi tole postavili. Po krajši pauzi pa malci se poslavljamo tega čudovitega razgleda, pa gremo naprej. Nas pa zdaj je pred nami, vsaj po mojem mnenju, lepša približno polovica poti. Zdajle res kar precej razgledov je pred nami. Tako kot sem rekel, tlele gor pridemo na vlako, tukaj se pa pol levo držimo po markirani poti. Ko nas pa tale markirana vlaka pripelje do ceste, je pa tukaj par vlak se odcep. Če bi šli po teli desni gor, pridemo do sedla oziroma travnikov med Krimščkom pa Novaško goro. Tam je tudi markirana pot, in sicer pentlja se tam gre. Mi gremo pa kar tukaj naprej po teli razorani cesti. Da ne bom po tistem blatu hodil, sem šel malo desno, je takale jasa. Tam malo naprej je pa tudi eno odskočišče za padalce in lepo razgledišče. Tukaj spodaj se reče pa pod Strmcem. Tukaj je imela
skladišče orožja. Zdaj ima sicer naša vojska še nekaj, ampak kakor vem, ni nič več tle. Tej cesti sledim spet ene dober kilometer pa pol, po mojem. Sem pa zdaj razmišljal, kdaj sem nazadnje tole turo delal. Je bilo pa letos pomlad, verjetno je moglo biti enkrat marca. Smo delali za kondicijske priprave za medvedove stopinje in smo šli sicer v drugo smer. Še sosed Sašo je bil, pa Nijas iz Velenja, pa je dobro polovico poti je šel tudi Aleš zraven. Mislim, da smo bili pa to. Ko pa pridemo v del ceste, kjer je cesta gre prvič v usek, je treba pa desno zaviti. In tudi markacije tako nakazujejo. Tukaj, če bi nadaljevali desno po teli vlaki, bi prišli do ene hiške, ki se reče Božotova baraka. Mi pa nadaljujemo po markirani poti. Tukaj je pa spomladi ogromen čemaža, nasploh tle okoli ta del. Ampak tudi tukaj, ki zdaj hodim, pa veliko tudi kronc, se pravi te velikih zvončkov. Pridemo pa spet do ceste, v bistvu brčališča, in zdaj tukaj naprej bomo nekaj časa spet cesti sledili. Tale potoček na moji desni, malo nižji v tej grapi, soteski, kakorkoli, tvori dva čudovita slapova. Če boste šli na spletno stran v naravo.si, ali pa sploh, če boste v Google tipkali slapovi v okolici Ljubljane, sta tudi te dva slapova tam opisana. Je pa tle okoli Borovnice je kar precej slapov, ne sam pekel, ampak še kar nekaj drugih. Po kakšnih 500 metrov ceste pridemo tole, ki se malo odpre, in tukaj se v desno ena vlaka odcep. In zdaj, če tej vlaki sledimo čisto do doline, pridemo pod Strmec, se pravi do tja, kjer so bila včasih skladišča. Tako da lahko tudi turo malo skrajšate, če ne gre čisto okoli, se tle dol spustite pa pol po dolini nazaj do izhodišča. To sem pozabil povedati, tisti prejšnji cesti, če bi sledili do konca, bi prišli na cesto, ki pelje od Cerknice proti Rakitni. Malo pod ta zadnjim vrhom se priključ, pa se pa sam še v Rakitno dol spustiš. Ja, ta cesta, ki sem pa zdaj na njej, pelje pa mimo Krimske jame, pa pol lahko pred Borovnico ali pa spet na to Rakiško cesto. Ta del, kjer zdaj hodim, je najbolj odmaknjen od, rečemo temu, civilizacije. Tukaj najdlje stran si od ljudi. In je drugače ful lep gozd. Tukaj je sicer zdaj malo podrga, ampak vseeno. Hotel sem pa reči, da tukaj boste dobili vse vrste živali, vse, kar v bistvu v Sloveniji gozd premore, od šakala, volka, medveda, lisic, seveda, pa teh jazbecev, pa tega. Potem pa gamsi so tudi tukaj, kar precej gamsov, jelenjad, seveda, srnjaki, srne. Tako da znate tle tudi kakšnega medveda srečati. Ja, pa če se ga bojite, no, ne vas potolažim, moraš imeti prav srečo, da ga srečaš. Volkove pa vse ostalo pa še veliko bolj. Medveda sem jaz saj že več kot 10-krat srečal, volkov pa še nikoli nisem videl. Tukaj, kjer se pa zdaj približa cesta, v bistvu grebenu oziroma robu doline,
Bom pa jaz zapustil cesto, pa tudi markirano pot in bom šel malo po robu. Tukaj da vam še malo razgledal pokažem, pa vem, da je tukaj zelo lepo. Tole pa Borovniška kotlina še z druge perspektive. Zadaj pa Julijske Alpe. Tukaj po robu drugače pelje taka luštna potka, ampak tako, kot sem rekel, ni markirana. No. Sem pa tudi zdaj ugotovil, da sled, ko sem jo snemal na telefonu, ni ratala, vmes je, ne vem, signala zmanjkala, karkoli že. Bom pa probal naknadno narisati na kamutu pot, tako da bo vsaj zelo približno oziroma kar precej natančno, ampak ne pa čisto 100% natančno GPX. Tukaj res je par takih prekrasnih pomolov z razgledi. Joj, da sam gledaš, samo lepši sonček. Ja, je treba pa najti dan, ki ne piha. Tukaj pa zelo rado piha. Neverjetno je. Tukaj sem pa prej hodil, ne pa pol za rob, pa dol, pa na planino, pa v Borovnico. Tole je pa še pred nami, ne, se pravi, na uno stran moram priti, pol na pokojišče, pa dol v dolino. Tako da nekje na dobri polovici so že. Še en razgled z malo povečano oziroma približano sliko. To so pa zdaj Kamniške Alpe, zdaj so Karavanke, tole so pa zdaj Julijci. Spodaj pa seveda Borovnica. Se pa tukaj sprehajamo skozi na dobrih 800 metrov. Od prvega razgledišča, tam smo bili na 800, mislim da okoli 30, in zdaj smo skozi tle nekje med 800 pa 750 pa 850 metri. In malo smo tamle spustili na 700, pa spet nekje smo šli spet čez 800, pa dol v Borovnico. Hotel sem pa še reči, tukaj je tudi zelo zanimiv, sem že omenil slapove, ne. Tukaj pod nami, zdaj dol, je Prušenca. To je eden od dveh večjih potokov Borovnic, ta druga je Borovniščica, ki preteče čez slapove v Peklu. Izvira Borovniščica tukaj gor, jo bomo pričali na planoti, pri Rotavah. To je ena vasica tle gor. Prušenca preteče pa iz Cerkniškega polja, se pravi, to je en del iste vode kot Ljubljanca, ne. Tako da imamo tudi, kar se voda tiče, tle zelo zanimiv, vse skupaj prepleten. Še en od mnogih krasnih razgledov. Tukaj drugače ne se bati tle po robu, ker je precej lepo sledljiva, no. Če se pa slučajno zgubite, greste pa sam levo, pa moraš priti do ceste slej ko prej. Tukaj so me prevzela tale razgledišča, da sem zgrešil Krimsko jamo. Sem se mogel malo vrniti nazaj. Krimska jama je drugače znana, mislim, da sam potem, da so se tle zgodili tudi povojni poboji. Sicer je bilo govora, da je tukaj noter bilo ubitih več 10, ne vem, mislim, da celo nekih 50 ljudi, ampak so par let nazaj tudi naši jamarji tlele čistili tole in mislim, da ni bilo 10 ostankov kosti noter, 10 teh ljudi. Ampak vseeno, ja, žalostno.
So pa bili baje tle bolj domačini, ne zbornice, ampak tukaj bolj proti Cerknici. Po tem drugem razgledišču, samo ene 50 metrov noter v gospo, tili vlaki, pa prijete do Krimske jame. Jaz grem pa zdaj tle spet levo. Če se pa ne motim, pa tole najvišja točka današnjega izleta. Kjer kole, ne? Zdaj pa par korakov, pa je prišel čisto drug svet, ne? Potka me je pripeljala na vlako, vlaka me bo kmalu pripeljala do ceste. Evo, tik tak pa sem na cesti. Tukaj z leve prije tudi markirana pot dol iz Krimske jame. Se pravi, če bi šli prej gor po cest skozi, bi tukaj se z leve priključili. Tukaj levo, se pravi, tle ta pot pele proti tudi na pokojišče. Tudi tole, kam šli mi zdaj, ali pa tudi proti Cerknici. Tale desno dol gre tudi proti Borovnici, proti Kapitovemu griču, ta naravno zgor je pa slepa. Gremo pa tlele dol, pa tamle takoj se bo desno odcepila markirana pot. Tako, kot sem že prej omenil, zdaj prihajamo ob potok Otavščica, tukaj se imenuje še Otavščica. Od Pekla naprej je pa to Borovniščica. In zdaj tukaj že teče potoček zraven, malo kasneje ga bom tudi prečil. Kar neverjetno, kako je tlele potok ves tako umerjen, tudi skoraj sliši se ga ne, kaj toliko tiho teče, ne. Tamle 1 kilometer naprej je pa pekel. Se pa moram malo pohvaliti, seveda, tale del poti sem tudi jaz urejal. Pa ga skupaj z Damjanom iz goščave spremenila v markirano pot. Nadaljujemo desno. Tu je pa še ta zadnji, malo daljši odsek po cesti. Tamle gor na hribčku sem pa prvič medveda srečal, oziroma videl. Tle sem se s kolesom in peljal in samo obrnil pogled, ki je bila taka ena majhna štruca, tako da ni bil prav velik. Kakšen kilometer smo se lepo spuščali, rahlo spuščali ob potočku, zdaj pa se začnemo malo vzpenjati in na vrh tega vzpona markirana pot zavije dol desno po vlaki do potoka. No, tukajle, tamle vidim, da je že steber naštiman, oziroma drog za table. Očitno tle še ni markirano. Aha, pa je, saj že markacija, sem še tabelni. Da, kar pičimo dol. Tukaj smo se kot najstniki ali pa pozni najstniki veliko kopali. Smo z avti gor hodili pa z motorji. Pa tudi par let nazaj smo pa tle tudi glih en takle cajt, december, januar, smo pa Wim Hofa tle izvajali. Za tiste, ki ne veste, Wim Hof, to so potopi v ledeno vodo. Seveda smo kot najstniki tle dol z veseljem skakali.
pri vodnem zajetju, pridemo pa spet do ceste in če bi šli tle desno dol, čez 200-300 metrov pridemo do 5. slapu v Soteski peku, ampak če hočete videti Sotesko peku, bom dal desno gor video, ker sem šel seveda skozi, mi pa kar sledimo tlele markirani poti proti pokojišču. Usmerjevalne table pravijo, da je še do pekla, se pravi gostišča peku je 1 ura, ampak mi gremo samo del poti, po isti poti. Celo pot pa že tele markacije občudujem, je vsa čas Barbara, da jih res toliko lepo rišeš. Smo na razpotju, ko sem ga že prej napovedal, in tukaj zapustimo pot, ki gre proti peklu, mi pa proti pokojišču. Na cesto pridemo pa glih na zadnjem ovinku ceste na pokojišče, ker če ste kolesar, pa še niste prekolesarili, podaj tole Mazdo, oziroma moraš sprobati eden najbolj strmih klancev tlele okoli. Evo ga pokojišče, tukaj dol, malo nižji ne bi bil tudi ostanek rimskega zidu, tako da to nakazuje, da so bile tlele kar že dolgo nazaj zelo zanimive ture poti. In tudi tukaj pokojišče, pa Padež je naslednja vas. Padež ne bi bilo zato, ker so padali, se pravi, mislim, da, nisem 100%, ampak mislim, da je tudi Napoleon tle češal. Pokojišče pa ne bi bilo pokopališče, zdaj ne vem, če je to čisto resno. Nekje sem zasledil to, če pa nisem, se pa malo zmislil, pa popestril video. Tamle vidite je poln oznak za poti, markirana pot gre tukaj naprej, ampak eden šel pa malo po nemarkirani poti in šel tlele. Pa tamle tako levo. Seveda vam želim še 2 ali pa 3 razglede pokazati. Tukaj se zdaj zelo lepo vidi, kje sem hodil. Tukaj čez je pa planina. Kakšen pogled na Kamniške, Tole se zelo lepo planina vidi, zadaj Ljubljana, Kamniške Alpe, pa Savinjske seveda, tamle pa Triglav. Dobrodošli na malem Trbevniku. Še zadnjič danes čez 800 metrov, 807. Krasen razglednik, tukaj naravno se Triglav vidi, Stol, tamle dol, malo nižji se bo, pa če gre malo bolj levo, se bo Kamniške videl, se pravi Grintovce, evo ga, Grintovc, zdaj pa če se pa bolj obrnem, se pa tamle dol Snežnik vidi. Kar kul, Zdaj se začnem pa spuščati proti Borovnici. To je pa še ta zadnje razgledišče. Desno gor je Krim, Borovnica in vse ostalo. Ko pridemo v Hosto, se nam pa z leve priključ markirana pot. Evo jih table.
Včasih je šla markirana pot tudi tukaj po pašnikih, ker sem šel jaz saj del te poti, ampak jo je Damjan, se pravi predsednik našega društva, jo je še let nazaj prestavil. Ja, prestavil je pa zato, ker pač lastnik teh pašnikov ni bil glih, ni hodil sodelovati. Še te zadnji pogled na sonce danes. Pa gremo počasi proti večeru. Prav lepo so speglali tole vlako, ki so vlačili hlode. Boljš kot prej. Zdaj pa, da ne bo vse toliko v narekovajih dolgočasno, markirana pot gre tlele naprej in tudi svetujem, da greste vi po njej, če se bo kakšen odločil za tole turo. Jaz bom pa tukaj pri Markaciji in pri Možicu zavil desno dol po tako imenovani Edotovi poti in čist na koncu, ko bomo pa krog zaključili, se bom pa pridružil markirani poti. Če sem prej rekel za ono pot na planino, ki sem se vzpenjal, da pot ne popušča oziroma strmina ne popušča, je tale še za en odtenek bolj strma. Pa sem spet na cesti. Če bi šel tamle desno 100 metrov, bi spet levo dol, pa ni vlak izvil, pa bi me pripeljala pod Dolinski most oziroma pod Jelenov viadukt. Pa že veste, kje smo. Tukaj gremo pa še čez Laze. Evo ga, naš krog se zaključuje. Tukaj z leve pride dol markirana pot in gre v Borovnico. Kaj ćem reči, povsod je lepo, ampak doma je pa najlepše. Še ena vrhunska tura. V bistvu res tura okoli Ljubljane, ki po mojem ponuja, itak da nisem šel vseh tur okoli Ljubljane, ampak tukaj res ponuja enostavno tehnično, ampak ponuja ful razgledov in res vrhunski razgledi. Lepa tura je kar celodnevna, sploh za tale pozen december, ki so najkrajši dnevi. Je pač celodnevna, če greste polet. Pa imate malo več časa. Pazite pa, če boste čez te pašnike pa to hodili polet, ni glih najbolj primerno za čez pašnike hoditi, zato ker se veste, trava pa te stvari, pa sploh če imate kakšne pse, boste videvni do krav, zato ker krava bo seveda svojega telička zaščitila, če v vas tucek tam skakal. Tako da to imejte itak malo v mislih, no. To, drugače pa jaz sem ful užival in vedno, ko grem tole turo, mi je vrhunska, taka zelo pestra. Sploh iz te strani, ki sem šel, ta prvi del malo zgrizeš, ko ni razgledal, pa tega, ki je malo bolj dolgočasen, pa ta drugi del pride, je pa ful pester, ker če greš v drugo turo, v drugo smer, se pol na koncu, ko se ti malo vleče, pa še ta malo bolj dolgočasna pot je pa malo bolj tako. Tako da, tako, še kaj drugega za povedati, v bistvu nič. Vmes se da kopati, to ste videli, če boste polet šli, vrhunska stvar. Lahko iz tega kroga delate tudi 100 enih različnih krogov, ampak zdaj, ker niste tle domačini, pol bom težko razlagal, ampak da se. To, nič. To je to, kar sem vam pripravil za danes. Lepo, da ste ostali z mano do konca. Uživajte v decembrskem rajanju. Imejte lep dan še naprej. Radi se imejte, lepo se imejte, uživajte, ne se kregati, pejte v naravo. Mi se pa kmalu vidimo. Čao!